Gospod predsednik hokejskega kluba EC Celje, Milan Reitmajer, včeraj ste bili izvoljeni v predsedstvo Hokejske zveze Slovenije. Kaj mislite, kje so največje pomanjkljivosti slovenskega hokeja, obenem tudi celjskega, kje so največje možnosti za napredek? Jaz moram reči, da sem zelo ponosen, da sem bil izvoljen v predsedstvo Hokejske zveze Slovenije. Prav je, da je naša regija, ne samo celjska, tudi pravzaprav vzhodna Slovenija, ima svojega predstavnika v vrhu hokejske organizacije. Tisto, na kar pravzaprav jaz vedno, kot tudi mnogi drugi moji kolegi opozarjajo, je ta razlika med odličnimi oziroma izjemnimi uspehi naše reprezentance in pa zadevami, ki se pa tičejo seveda državnega prvenstva, predvsem promocije državnega prvenstva, igranja v državnem prvenstvu, ki nekako zaradi raznih odpovedi, zamenjav, še vedno ne vemo, če bo Crvena zvezda igrala v tem našem državnem prvenstvu. Torej, veliko je stvari, ki, je rekel, ne pripomorejo k popularnosti tega tekmovanja, ki bi seveda moralo imeti svoje mesto v Sloveniji in pa seveda med vsemi temi klubi, ki sodelujejo v ligi. Ciljev, ko sem pač prevzel tudi vodenje upravnega odbora celjskega kluba, je bila tudi vizija, da je potrebno vzpostaviti, bi rekel, korektne, poštene odnose s krovno organizacijo, s Hokejsko zvezo Slovenije. Mogoče nam je tega v zadnjem obdobju manjkalo in ravno s tem, ko pravzaprav bomo z njimi tesneje povezani, pa tudi z ostalimi klubi, lahko predvsem na strokovnem področju veliko naredimo. In mogoče tisto, kar zelo dobro poznamo, je medicina, je zdravstvo v hokeju. To mislim, da imamo kar dobre izkušnje. Celoten naš medicinski tim, medical team, bo sodeloval s Hokejsko zvezo Slovenije tudi pri suportu državnih selekcij. Sodelovali bomo tudi pri organizaciji svetovnega prvenstva na Bledu drugo leto, tako na obeh prvenstvih, in seveda pomagali z našim medicinskim kadrom. Poleg tega se mi zdi prav, da se ustanovi tudi strokovna skupina zdravnikov, fizioterapevtov in vseh tistih, ki pravzaprav na zdravstvenem področju sodelujejo v hokeju. Tako je tudi v razvitih hokejskih državah v svetu in prav je, da se naši strokovnjaki, ki delajo v hokeju, zdravstveni strokovnjaki, ki delajo v hokeju, da se povežejo in da v bistvu gre tudi na tem področju stroka naprej. Predvsem pa želim opozoriti na to, da so tu seveda tudi otroci, ki igrajo hokej in da se tudi z zdravstvenega stališča treba tudi njim posvetiti, da se bodo razvili v zdrave športnike. Kje vidite vi, recimo, slovenski in celjski hokej čez, recimo, 5 let? Ja, slovenski hokej je v veliki meri odvisen od infrastrukture, torej potrebujemo več ledenih dvoran. Kot zanimivost naj povem, da včeraj je v Hokejsko zvezo Slovenije bil sprejet tudi Hokejski klub Velenje, s katerim bomo tesno sodelovali. Mi bomo tudi pomagali na strokovnem področju. Torej potrebujemo več ledenih dvoran, infrastrukture. Po drugi strani več bo treba delati po šolah, več mladih, več otrok pridobiti k temu, bi rekel, zelo plemenitemu športu. Tu mislim, da bo potrebno tudi razmišljati o ženskem hokeju, o deklicah, ki bi se lahko vključile. In če bomo na teh dveh stvareh dobro delali, potem bomo imeli baze, iz katere bomo lahko črpali nove ase, nove Kopitarje, nove Muršake, nove Ugrajenške. In mesto celjskega hokeja je pa v tem, ker ima tradicijo, drugo leto praznujemo 70-letnico. Celjski hokej je slovenskemu hokeju dal že veliko. Mi smo sicer po organizaciji, po finančnih sredstvih še kar veliko oddaljeni od velikih dveh klubov, od Olimpije in Jesenic, ampak če bomo nadaljevali na tako začrtano pot, da bo to en klub na zdravih, tako finančnih kot tekmovalnih temeljih, potem bomo vsekakor uspeli tudi mi biti v vrhu, ne samo članskega hokeja, ampak tudi pri ostalih selekcijah, torej pri mlajših selekcijah, kajti te selekcije predstavljajo jedro in bodočnost celjskega in slovenskega hokeja.